Sem Betina Habjanič, prihajam iz Maribora, stara sem 27 let, delam kot vizualna umetnica in performerka, hobijev nimam, veganka sem pa od leta 2008. Dejansko jaz nisem slišala za veganstvo, tebe? Nisem slišala za veganstvo, ampak sem bila v bistvu, slišala sem za vegetarijanstvo. Čeprav se to tako sliši, ne, koliko smo zdaj stari, da ni bilo govora o veganstvu, ampak takrat res ni bilo govora o veganstvu pred 10 leti tukaj, ne. In gledala sem Our Daily Bread. In prek tega sem nekako preskočila iz tega zavedanja, da biti vegetarijanec, kar sem tudi sama od sebe dejansko pri 9 letih postala, da je to premalo, ne. In ne da je premalo, da ni to zares, da je samo ena oblika nečesa, ampak da je problem pa, ne. In v bistvu sem se nekako brez kateregakoli, jaz nisem poznala termina veganstvo, ampak na podlagi tega filma sem se odločila, filma dokumentarca sem se odločila, da presekam vse. Potem pa sem se nekako, ampak nisem oseba, ki je brala, ki je študirala to, ki je, ne vem, meni je v bistvu vse je prišlo iz nekega spoznanja in čustva, to je to. V bistvu smo živeli, mi nismo na srečo, nismo imeli kolin, živali, sem pa se zbujala ob klanju prašičev. In to je bila moja prva dejansko taka izkušnja, da sem v bistvu bila en otrok, ki je bil dosti zunaj in je pobiral pavške in jaz, ne vem, še do rastlin, z vsega sem imela eno bajno empatijo. In sosedi so klali in to si se zbudil in pogledal in nisi videl, ker si bil v hiši in to je bila zanimiva metafora, nisi videl, ampak si slišal in to je bila, tega se spomnim, ja. Druga stvar pa je bila, da sem delala in sem delala blizu klavnice. In vozila sem se non-stop mimo te klavnice, in gledala te kamione z živalmi in vonjala kri. Sem delala en pis na to temo. In ni mi bilo jasno, kako v bistvu v Mariboru nasproti klavnice imaš borovce in v času festivala Lent pridejo z svojimi vonvagni in tam se furajo po Dravi in pari se ljubčkajo in peseke vozijo na sprehod. Ampak celo ono okolje, vse smrdi po krvi. Ampak ni kri, ampak je kri z urinom, z gnojem. In to je povsod okrog, ampak... In to je bila moja druga, mogoče toliko senzibilna sem, da je v bistvu vse nekako prišlo prek čutov in čustev in misli potem. Tako kot sem rekla, to je 10 let, ne, in v teh 10 letih razvijaš zelo različne načine kooperiranja v takih situacijah. Od tega, da sem bila že na raznih protestih, kjer sem se mogla fizično umakniti, ker je bilo boljše, do tega, da sem probala na zelo lep način ljudem povedati ene stvari. Ampak vidim, da zdaj, torej 26-27, najbolj vplivam na ljudi, tudi tako, ko delam v kolektivih, ki jejo meso, ko jim preprosto samo pokažem. In samo oni prek mojega si, tudi ljudje, ki jim postanem ljuba, si postanejo vegani. Nekako prej ko slej, ker vidijo ta nek attitude in to neko res bolečino. In to, kolegica mi je rekla, ko sem delala recimo v kapelici, ko sem šivala prašiča iz kosov, maldička nazaj v en kos. In je rekla enim kolegom, če pa je zašila nazaj, ne. In dobili smo truplo in prišel je bučet, mesar, in jaz sem tisto narazen, oni so žage, to smo žagali, to je bila taka scena. In pravno ljudje prišli, kaj se pa zdaj tam dogaja, in so prišli pogledati, kaj se dogaja. In so bili samo tak, mi smo imeli to na mizi, črni polivinil, tisto scena, nič takega, ne. In pa sem jim tako rekla, na podlagi tistega, se zdaj pa mi povej, kaj to bolano, a sem jaz bolana. To je bolano, ja ne, to nikoli ne. To mislim, kako se izražam butasto, ne. Ampak veš,
In mislim, da nekako s tem, da ne ciljam več, kak pa ga, ampak da sprobam biti samo človek in dati to svojo neko človeško izkušnjo te bolečine. Ne? In da se to nekako ljudi najbolj dotakne. Ko vidijo, da v bistvu res trpiš. Ne? In marsikomu zadnjič sem imela pogovor z enim lovcem z Oxforda, ki je imel jakno in mi je kazal, kako se da tu puška in kako on gre. In sem rekla, sem samo to rekla, sem kaj, viš kaj, jaz vsak dan tekam, ne? In tečem po Rožniku in na eni točki vidim srne, ne? In ostavim psa svojega na sebe in smo skupaj par metrov eno drugega in jaz samo gledam in sem tak, in sem prav hvaležna in vidim, kako bitje. In ne morem, in sem rekla, ne morem si predstavljati, da bi v tem trenutku, tega beyond life, občutenja tega bitja, da bi vzela pištolo in bi jo ubila. Ne. Pa sem mu pa na koncu rekla, ampak veš kaj, vesela sem pa za tebe, ker ti je ful lažje. Samo to. In to jih malo. Bil je ful šokiran. Sem se vstala in šla. Ne. Ker ni bilo nekih moraliziranj, pa nekih agresivnih, ampak jaz sem samo povedala, meni je to res. Meni je to res, ne. Veš, in ko jih človek človeku, ne, ko na tak način vidijo, ne, tudi ko moj oče na koncu vidi, kaka pridem včasih, ne, z kakih scen, ne, to jih zadene, ne. Vedno te bo ljubezen do drugega zadela, ne. Ideja je bila zgolj en moment, da v bistvu je bila Ljubljana v tej svoji celici udobja in prestiža in užitka in potrošništva toliko zaprta in toliko masovno se vse to konzumira, da jaz nisem mogla svojega psa, ne, vedno tako prav na isti način povem, nisem mogla svojega psa dostaviti do svoje sestre in iti na faks. Sem mogla po celem krogu iti okrog, ker je bila tam taka scena, ne. In jaz sem tako delala, delam pa v hiperrealizmu oziroma v ready-made artu, zbiram torture toole. To so razni minimalistični, čudoviti pripomočki rejne in klavne industrije, ki se bodo razstavili počasi. Ampak, no, in gledam, pridem na faks, tam listam tisti katalog, imaš prav katalog in imaš vse, kaj hočeš, ne. Noro. In to potem kažem ljudem, ne, gledajte, tu je en tak tulec in ful je lepo in en zavojček je in vse stainless stil, ne, stainless stil, ne, da to ne rjavi, je lepo dipate, minimal, čudovito. Kaj si pa s tem dela? Ja, tu daš not prašiča na živo, ga kastirjaš, zlop mu uhe mu ščipneš, rep mu ščipneš, šot mu daš, zaradi katerega je naš umr. Ta umr je, mislim, ne. In potem so samo tak, čudovit objekt je, kot ta fucking fotoaparat, nekaj takega bi lahko z njim naredil, ne. In sem rekla, kaj če bi pa s tem, ena pa je bila piglet catcher, da greš ti imaš ročke, da izhajam z te bizarnosti, in imaš tulec in greš med prašičke in enega loviš in potem ga pelješ, ga ubiješ. In sem rekla pa, če je to tako normalno, pa mi smo neki lovci, pa ful imamo te zobe za ubijanje živali, pa tak, ne. Ja, pa jaz peljem to domov, ne. Pač, in se mi je zdelo zabavno in sem povedala svojemu mentorju, ki je krasen človek, in sem tam rekla, gledaj, mogoče se ti zdi, da sem, ampak to je totalno, jaz, kaj če grem jaz po fucking Čopovi dol vleč to, da bodo ljudje videli, kako je to bizarno, da bitja druga ubijamo in jih tu vlečemo po tleh, ker so tako težka, sploh jih ne morem in domagam pa raztrančirala, kaj je problem? Kaj je takega to, če pa itak to ni funkcija osnovna, ne? In mi smo problematizirali zakonodajo tudi. Do 4 prašiče na osebo lahko ubiješ. Imaš neke strategije, neke kao, ne, regulacije, ampak kdo bo meni šel zdaj gledati? Mi se gremo zdaj tu lepo, tako vedno dam ta ilustrativni primer, no pit, vilco, gremo enega prašiča, kupiti kmetu, bomo naredili tu vse sobe, kaj vemo, kaj hočemo, ne.
In to je potem, je v bistvu po razredu, jaz sem s tabo. Ajde, v 2 tednih smo dobili ilegal prašiča, to je bila težka scena in sem naredila veliko napako, da nisem dokumentirala pridobivanje tega prašiča, ker se je zelo dobro videlo ravno to, kakšen je naš odnos do te vrste. Kar zdaj tudi delam, mi smo si najbolj sorodni s prašiči, namreč, ne. Naša srca in njihova bodo reševala naša življenja počasi, ne. In v bistvu je to nastalo zelo hitro, brez kakršnekoli izjave medijem, kot ena provokacija. In ogromno mojih prijateljev je reklo, pa to bo šlo, pa foter mi je rekel, ja, v zaporte pa ne prijem iskat, če te bojo, ne. Ampak jaz sem samo mogla to narediti, ker je mene samo zanimalo. Ali jaz tako ekstremno to čutim, ali sem jaz izgubila vse standarde nekega, kaj je zdaj normalno, pa kaj ni, v tem, ko sem toliko vpeta v te stvari. In me sem zanimala. In sem izklopila in sem si naredila zabavo. In sem samo, in videla sem, da je to bil ljudem velik šok. In da so prišli, ne, torej 2 policija, karete, odvetnike smo imeli, na zaslišanja smo mogli hoditi, ne. Kazni plačevati, mislim, še zdaj ni konec. Jaz sploh ne odpiram več teh kuvert, ker me ljubavna pisma čakajo, vsakič, ne. In, torej, to je bila ena taka provokacija, ki ni imela zares neke konceptualne ali pa ne vem kakve priprave, res to je bilo v 2 tednih narejeno, v času Božiča, ne. Ko se je folk odklopil, sem jaz tam blaznela, kako bom v bistvu dobila 100-kilskega prašiča, ne. In kako bomo to naredili in kako bo to, ampak na srečo sem imela tako dober kolektiv in smo to v bistvu naredili samo tako, malo grdo, ampak in your face, ne. Če pa je tako normalno, kaj pa je pol nenormalno, kar jaz delam, ne. Se pa, ne, in kako sem prej rekla, in je fajn, da tudi tukaj povem, ne. Sem rekla policiji, ja, kaj pa je narobe, tu imam račun, za klanje, vse je v redu z njim, mislim, tu imam zdravstvene podatke, mislim, veš, to ni neko, ne. Kaj je narobe, mislim, imam ga na foliji, a pač za avta, nimam. Ja, pa mi je tako rekel, veš kaj, to se tam naredi, ne, to se tam naredi, ne tu, ne. In sem rekla ravno to, ne, aha, posili se otroka tudi tam, ne, med 4 stenami, tu pa ne. Tu pa nočemo tega, ne. In to imamo v sebi, ne. Nimamo problemov tukaj in jih nočemo, ne. In zakaj bi kdo to hotel gledati, ne. In z tega stališča se je to delo prezentiralo kot nek šok, ne. To ni bil noben šok. 1200 na uro se jih pobije, ne. Kak je šok. Na YouTube greš, imaš milijon videov. Kak se tam zabavajo. Si fešto naredijo, ne. Pa bi to s svojim psom naredil, pa bom preganjana po celem svetu, ne. Ampak na koncu so ga pokrili kot truplo, ne. Razpeljali, ne. Naredili obdukcija. Si mislila, komu od teh kmetov, ki na tak način, ko je pa v klavnicah, so regulacije, samo vemo kakšne, ne, ko pridejo noter in posnamejo, ne. Komu greš ti preverjati, kako humano si pa ti to ubila, pa zakaj si pa ti to ubila? Ali je to morda iz Norveške, iz Madžarske prišlo, kjer je prašičja kuga? Ja, najverjetneje sem ga z mislim, to so bile samo bizarne stvari in s tem se je odkrila ravno ta plat družbe. Ne. Hipokrizija. Moj kolega Franc Purk je to pred 20 leti naredil v Škucu, ko je zaklal telička. Naredil je mizo, polno mesa, prišli so ljudje, opicanjeni so, jedli to, pili vinček, cap. Pridite tja, ne. Eno leto se je pripravljal na to. In je bil boks, teliček. In so ga vsi božali in tiste teliček je tako ven kukal iz tistega. Vsem je bil ful všeč, ne, kot da ni mojega papija tam, ne. In prije on kurator do njega reče, Franc, sedi se, kaj, ne tega narediti, ne, gledaj, res je taka scena, vsi ga imajo ful radi. Ne. On se je šel preobleč, odprli so lepo, ljudje so tam na papcajni gledali, kaj se bo pa zdaj zgodil, performance, ne. Ne. Ubil, ono padlo, se treslo, skrvavelo, ona sta samo stala, ko je hodil bruhat, ne. In potem so ga tožili in Slovenija je mogel iti. V glavnem, kaki bolnik je, rekel, čakaj malo,
ta teliček je bil na listi za oboj, to je čisto normalno, še lepše se mu je to zgodilo v tej galeriji. Fucking edini je bil, ni jih bilo ne vem koliko tisoč za njim, ne? To sva naredila najboljše možno, kako vi temu rečete, humano, ne? In vsi ste prejeli meso, kaj je za narobe? Genialec. In rabiš enega, ki to ni pa en to napisal, pa en to posnel, pa en rekel, zdaj pa ona to naredila, dajmo za mi narediti eno vegansko kuhinjo, pa tam malo predstaviti to. Dajte! Ne pa sam kritizirati. Ne? In kolegica je dobro rekla, bojevnike na vseh frontah in tega se ful držim, medtem ko se vsi med sabo kregajo, kdo ima bolj prav, kdo bolj intelektualen, kdo bolj... Ne, jaz sem pač sama sebi rečem tista fukička, ki je to naredila, pa je bilo vseeno, kaj se zgodi, pa imam totalne težave v življenju zaradi tega, med drugim, ne? Mislim, sem si fajn otežila sceno, če ne imela te svoje galerije za sabo, bi prišla konkretno čez 2 jurja in, ne, še fucking zapor bi lahko šla, tudi bi rock'n'roll, ampak... Vi pa dajte, izkoriste ta moment, ne? Sam naj se o tem govori, ker najhuje je, da se ne. Najhuje je, da se to naturalizira, to je normalno, to ni normalno, ne? In ravno tak akt je bil nastavljen v tej normalnosti in je pokazal, da to ni normalno. Očitno, tudi ljudem, ki jejo meso, to ni normalno, ne? Mislim, imam jih še več, ne, samo kar se tiče veganstva, sem rekla, da vsaka žival, ki bo pač kakorkoli izgubila svoje življenje za mene, za art, bo pač si jo dam v bistvu, to je 100 kil, ne, si nič 2. To je on, ker je to, ker on skrkacal, sploh nima v bistvu registrske številke, se vseeno. Tole sem vzela v prvemu primeru iz Uhice, Uhan, ne, to je njegova registrska številka. 02 je bil tisti, ki je bil za njim in nima registrske številke, ker je umrl na farmi in je bil, niti številka ni bil, ne, ker so pač jih zabrisali. Te sem si dala delati v smislu no harm done. No harm done. To je bila moja največja taka radikalna sprememba, zaradi tega, ker sem to gledala, v bistvu to človeško ravnanje z komerkoli, z čimerkoli in da je vse posod bila ta harm, ta nekaj si naredil. In sem se, no, in je v bistvu izhaja pa iz straight edgerjev, to so bili pa ljudje, ki so si dali statovirati križe in so bili v bistvu clean drog, clean alkohol, clean vsega in so se odrekli in živeli totalno asketsko. In jaz sem v bistvu v tem naredila. Ta je najbolj zanimiv, ta je moj prvi performance, ki govori o smrti, o agoniji smrti. Sem bila nekdo, rejna žival v tistem z opornicami na nogah, ki so bile eno stično točko so imele in jaz se v tistem nisem mogla vstati. Pa sem padala in ko sem stala in sem zopet padla na tla in zopet sem se vstala in zopet spadla na tla. In izvorna scena, ki me je na to napeljala, je bila kader živali, ki jo spustijo iz halal zakola. In se hoče pobrati in še se pobira in je mlaka krvi in se pobira in pade. In se pobira in gre z nogami na rast in drsi in pade in pade. In to je, ne. So imeli pa vsi moji performansi oklepaj, to je bila nešteto živali in ne pa presledek šteto, ker jih v bistvu njih ne štejemo, ne. In to mi moji dragi tatoveri niso hoteli narediti, ne, ker je pač, ampak jaz nekaj to je. Pač o smrti, ne. Ta nima vrednosti veganstva, zares. Ta je bil pa iniciacija za zadnji performance, kjer sem samo v bistvu malo testirala svoj nivo bolečine, ker sem ga tam potrebovala in ker sem v bistvu to bila 2 tedna v truplih in sem šivala in na mene so dajali trupla živali. In se mi je malo začelo blazneti tistem, ker je to bilo eno truplo, ki je bilo 3-krat odmrznjeno in to je smrdelo in to je teklo iz njega. In jaz sem to uporabljala kot nek material in sem, to je bila res tak zelo genocid scena in sem rabila sam, da mi nekdo po glavi nekaj bolečega naredi in da to čutim na svojem skalpu.
In tako sem si to naredila za iniciacijo, da sem šla čez to. No. Ja, imamo, ja, v bistvu delamo zdaj za Kiblo en zelo taki, čez en mesec, en performance, ki bo ravno govoril o enakosti med prašičem in med človekom. Namreč, če ti v svojo kožo staviš, v primeru peklin, prašiča, bo ta rasla naprej. Tako smo si enaki. Baje, da imamo 98% DNK enakega. Oči so enake. Organi so enaki, enake funkcije imajo, mislim, prav enake oblike velikosti. Zelo smo si podobni in to delamo zdaj v bistvu en tak zelo težek performance, ki bo razgalil dejansko mehanizme genocida za tem. Da torej v nas, v odnosu do teh praks, industrij, eni možganski centri preprosto zablokirajo. Ne? In jih toliko popredmetimo in tukaj jaz potem izhajam iz dehumanizacije, subhumanizacije, kar so na koncu naredili v vseh aktih genocida. Da si zmogel ti kot človek takih dejanj. In takrat se ni zgodilo samo to, da si rekel, joj, oprosti, jaz te pa moram ubiti, kak bi to nacilala, te oči manj bolela. Ne. Ruanda, mačeta, fucking vse kose, nosečnice razparati, otroke raztrgati. In tu se v nas so eni mehanizmi, katere moramo ozaveščati. In to ne da enačim s klovno industrijo, ampak izpostavljam, da so vsi ti mehanizmi zelo, zelo, zelo prisotni znotraj teh industrij. Ne. Tako da to delamo s Kiblo, za kapelico pa delamo 10-letni projekt, ki tudi govori o tem, ampak z nekega drugega stališča in sicer ravno zopet ta v bistvu enakost. Ne. In kako imaš lahko eno vrsto, ki jo imaš v bistvu v klavnicah, vemo, kako okolje jim damo, kaj delamo, na drugi strani imaš pa sterilna okolja, pa tam iz nekega otoka dobijo 200 let stare pasme, nobenih virusov, nič, nobenih mutacij, in jih imamo tam, imajo žogice kot kužki in vse, ker oni bodo pa meni dali za organ. Razumeš? In on bo mene rešil in on ima totalno drug status, ki je ista vrsta. Ne. In tukaj se gre za ta, tukaj izhajam iz te subhumanizacije, kaj v bistvu, koliko je v bistvu samo naše prepričanje krivo za naše videnje tega, ne? In za našo potem obravnavo oziroma naše neke moralne standarde, ki jih imamo. Ne? Kako sem prej rekla, mislim, da moramo vračati in mislim, da moramo mi postajati to, kar želimo, da bi bilo naše življenje, da bi bila naša družba in da je dovolj časa preteklo v tej šibkosti in v nalaganju privilegija našemu življenju. Mislim, da je to. In da se borimo. Čeprav ne verjameš, ali pa da se boriš in da pač probaš v svojem življenju to be of use in to give back. To je to. Jaz se trudim na vse moči, z vsakim dnevom in mislim, da je vredno. No. In da je vredno postajati nekdo in koristiti te kapacitete biti človek. Tudi takrat, kadar boli in iz tega narediti nekaj vrednega, kar smo vredni. Lahko smo vredni. Na koncu smo res tako zmanipulirani, tako smo apatični, na koncu križeš domov, jaz ne gledam televizije, recimo nimam televizije, prijem domov in ko gledam reklame, ko gledam filme, vidim samo, jaz sem samo paranoična, mi smo tako navajeni na vse to. Yeah. In zato meni tudi ni v užitek zdaj ne vem, kakšne šokantne scene delati, ampak če pa nas ne gane, če pa nas nič več ne gane,